kakšno je vaše mnenje o predlogu zakona o romski skupnosti, ki je v proceduri, in ali mislite, da bo kasneje tudi sprejet takšen, kot je? Zakon je vložila Slovenska nacionalna stranka že drugič in zakon ureja razmere na ta način, kot si jih želijo pravzaprav tudi večina teh ciganov oziroma vsi cigani, ki so pripravljeni delati in ki so se inkorporirali v okolje. Dejstvo je, da ta zakon ne bo sprejet, kajti to ni narejen zakon za ureditev razmer, ampak je tisti zakon, ki ga pripravlja vlada, pravzaprav zakon, ki je pisan na kožo Strojanovim oziroma bivšim Brajdičem. Mislim, da Slovenci moramo biti enakopravni državljani z cigani, ne pa da se cigane po eni strani dviga nad vse ostale slovenske državljane, s tem pa se jih tudi do neke mere getoizira. Dejstvo je, da zakona o ciganih nima nobena država v Evropski uniji in da smo mi Slovenci nek unikum, skratka bolj papeški od papeža. Na ta način ne bomo rešili ničesar in mislim, da se bodo težave samo še nadaljevale in bodo eskalirale do neslutenih možnosti. No, tega zakona zagotovo ne bomo podprli in mislim, da ga tudi vladajoča koalicija ne bo podprla. Ta zakon je vložila poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke in je zelo kratek in pove, da so posebne pravice Rome te, da posebnih pravic nimajo. Mislim, da je takšen zakon v posmeh pravni državi in predstavlja še en manever te stranke, kako pridobiti pozornost. In to prav v času, ko so odnosi med različnimi etničnimi skupnostmi v Sloveniji skrhani in to seveda ni dobro. Zato bomo seveda ta zakon zavrnili. Kdaj pa mislite, da bo vaše prišel ta pravi predlog zakona, ki bi ga vi kot LDS podprli? No, vlada je pripravila svoj predlog zakona, žal moramo opozoriti, da ta zakon ne rešuje ničesar. Jaz sam osebno celo menim, da je takšen zakon nepotreben in bolj predstavlja obliko neke subtilne segregacije Romov, kot pa karkoli prispeva k uveljavljanju te skupnosti. No, ampak ta vladni zakon je nekoliko bolj resen, ima neke rešitve, ki so po mojem mnenju sicer neustrezne in verjetno na eni od naslednjih sej bomo ta zakon tudi obravnavali. Kdaj ste pa vi obiskali kakšno romsko naselje v zadnjem času? V zadnjem času sem bil v nekaj romskih naseljih, sem se jih ogledal, predvsem po Dolenjskem, in moram reči prvo, da so dolenjska naselja popolnoma nekaj drugega kot naselja v Prekmurju ali pa recimo sploh tam, kjer živijo drugi del ciganske populacije, recimo Sinti na Gorenjskem, ki so popolnoma inkorporirani v normalno družbo, ali pa recimo tudi določeni cigani v Ljubljani, ki so normalni člani slovenskih državljanskih združenj. Kdaj ste se udeležili zadnjega koncerta z romsko glasbo? A bi moral hoditi na koncerte? Jaz hodim poslušati v glavnem Mozarta pa Baha, nekako sta mi bližje.